Dobro jutro in dobrodošli v današnjem Coffee to Connect. Nekaj dni nazaj je minilo točno pol leta, odkar smo v Sloveniji prvič razglasili karanteno. In v tem času se nam je življenje praktično obrnilo na glavo. O tem, kako te spremembe vplivajo na posameznika, na nas kot družbo, se bomo danes pogovarjali z dvema izjemno zanimivima gostoma, dramskima psihoterapevtoma. Še prej pa vljudno vabim, da na svojem desnem delu zaslona zastavite naša gosta kakšno vprašanje. Jaz pa toplo pozdravljam v tem trenutku Ano Ropič-Pinterič in Jako Sotlarja, dramska psihoterapevta. Ana in Jaka, lepo pozdravljena. Živja, dobro jutro. Živja, dobro jutro. Ana in Jaka, dramska psihoterapija, to ni običajen poklic. A nam lahko morda za začetek razložita, kaj pomeni biti dramski terapevt? V bistvu psihodramski psihoterapevt je naziv. Psihodrama je 5-letni študij, kjer se terapevt izobrazi tako za klinično populacijo, kot v bistvu za odprte heterogene skupine. Obsega praktični del, teoretični del, je pa tudi posebnost v tem smislu, zato je certificiran z evropskim certifikatom, ker gre tudi za osebno izkušnjo. Se pravi, vsak terapevt je udeležen tudi osebne izkušnje, osebne psihoterapije in pa tudi supervizije svojega dela. Psihodrama ima nek tak grozen naziv, psihodrama, in v bistvu avtomatsko pri ljudeh povzroči nek odpor. V bistvu pa gre za, to je neka 100 let stara metoda že, in na nagrobniku ustanovitelja piše človek, ki je v psihiatrijo vnesel humor. In v bistvu pri psihodrami gre predvsem za to, da se ta naš notranji svet na nek način eksternalizira, se pokaže na sceni, se odigra, se gre čez v bistvu vse te naše prizore iz življenja, se jih nekako lotimo na način, da se jih lahko popravi in potem to prenese v življenje. Je pa tako, da v bistvu psihodrama je humanističen pristop in je tudi v bistvu ne gre tudi za analizo, kakor gre za to, da v bistvu klienti oziroma da posamezniki sami pridemo do nekih uvidov v življenju, ki nam lahko potem pomagajo. Za psihodramo bi rada sem še to povedala, da ne rabiš imeti za to neke igralske izkušnje ali pa imeti te neke igralske talente. V bistvu gre bolj za prikaz tega življenja. Jaka? Jaz bi dodal v bistvu to, da s tem, ko dajemo na oder, mi rečemo pod navednicami oder, v bistvu je to, mi smo v psihoterapevtskem prostoru in neko svojo vsebino v bistvu damo ven, in potem lahko zavzamemo neko distanco, v bistvu mogoče manjšo tesnobo, ko smo v neki situaciji, hkrati pa lahko hodimo tudi okoli situacije in zavzamemo nek drugi zorni kot. To je recimo pomembno in v bistvu točno ta neka posebnost psihodrame v tem smislu uvršča psihodramo v zelo varne psihoterapije. Super. Se pravi, 100 let stara metoda, ki nam zelo prav pride predvsem v današnjem času. Jaka, omenil si distanco, pred dobrega pol leta smo začeli prakticirati tisto, kar nam je bilo do zdaj zelo neznano, socialno nebližino. Ali smo družba to nebližino v preteklih pol leta že čisto prehranili, smo se s tem sprijaznili ali temu ni tako? Kaj opažate? Tako, v bistvu fizična bližina, dotiki so nekaj, kar je pomembno
že od samega rojstva in ta potreba dejansko ne ugasne za časa celega življenja. Tako da bi rekli, da lahko nadomeščamo v bistvu, ko se ta distanca zdaj, ki se je vzpostavila na novo, je to kar en velik poseg v osebnost. No? Tako da to pol prinese kup enih, ne bom rekel samo težav, ampak preko izzivov in svet se je spremenil. No? In to opažamo na psihoterapiji, da je neka tema, ki jo ne moremo ignorirati, nekakor, in s katero delamo. Ja, Ana? Pardon. Mene je bilo v bistvu vedno kot psihodramski terapevti razmišljamo tudi o tem, katere teme prihajajo ven na skupinah oziroma pri individualnem delu ali pa pri partnerskih terapijah tudi. Ampak prav pri skupinah mi je bilo zanimivo, recimo zdaj se odpira tretja skupina, ima te dve skupini, ki sta že ongoing kot prej. To prvo srečanje pri obeh skupinah se je ukvarjalo prav s partnerstvom. In večina članov skupine izpostavlja to, da so ali začeli z nekim partnerskim odnosom, ali da so tega zaključili, ali da imajo neke težave. Skratka, blazno poudarek se je zgodil prav na tem nekem partnerstvu. Zdaj sem razmišljala o tem, zakaj to zdaj, ne? Ker vedno razmišljamo o tem, zakaj se te teme zdaj pojavljajo, katere so teme, ki so v naši družbi, katere so teme v naši skupini, ker tudi psihodramska skupina je recimo preslikava našega sveta. In vedno vse, kar se dogaja v skupini, ima smisla za posameznika in za celo skupino. Vedno na tem nivoju tudi raziskujemo, kaj se dogaja. In v bistvu gre za to, da je odnos zdaj tisti, ki je v ospredju. Odnos ali z našimi bližnjimi, ali z našimi delodajalci, ali z našimi sodelavci. V bistvu naenkrat smo se začeli ukvarjati veliko z odnosom. Veliko je nekih ukrepov, zdaj so prav prišli novi in dostikrat vsakič, ko pridejo neki novi ukrepi, se zgodi nek strah ali neka jeza, nek odziv, blazno nek odziv. In tudi tisti, ki nima odziva, kaj se dogaja tam. Tako, no, mislim, da je to zelo velik vpliv na posameznikovo življenje, se zdaj dogaja od zunaj. In mislim, da je zdaj še toliko večji izziv v tem, v bistvu, da mi se ukvarjamo s tem, kje sem jaz, zdaj, tukaj in zdaj. Nekje bom jutri in kje sem včeraj, ampak tukaj in zdaj. In v bistvu, da je to ključ do tega, da lahko sploh funkcioniramo v teh časih, ki so zelo turbulentni v bistvu. Ana, omenila ste odnose. Kako pa opažate, da so se v zadnje pol leta spremenili odnosi? Se pravi, odnosi najprej znotraj družine, odnosi v službi med prijatelji in tako naprej. V bistvu v naših življenjih gre veliko za projekcije. Projekcije na delovnih mestih, med našimi prijatelji. V bistvu odnosi so zdaj zelo različni. Zelo različno. Nekaterim celo paše to, da se zdaj ne rabijo objemati. Iskreno. In o tem tudi govorijo na terapiji. To je zdaj moj svet. Lahko držim distanco, imam za to razlog. Je to zelo ena druga pozicija. Kar se pa tiče, je pa to, da v bistvu, kar je prej bilo toliko spodaj in se je dalo zakriti, nekako zdaj prihaja ven. Tudi bolj. Veliko več je tudi nekih napadov, zdaj recimo snobe, veliko več je teh nekih občutkov, ki prihajajo, ki ljudje ne vejo čisto zares, kaj z njimi. Psihoterapija ima še vedno mogoče malo v Sloveniji konotacijo negativno v smislu, da moraš biti bolan psihično, da greš na psihoterapijo, ne pa da se ukvarjaš s svojim duševnim zdravjem, tako kot se recimo s fizičnim. Čeprav se lahko včasih tudi se ne izključuje, recimo fizična aktivnost. Marsikdo je čas socialne distance pred tem, da nima opisal kot čas, da pogledamo vase, poglobimo v svoje razmišljanje, v to, kar smo. Kako pa opažata, morda bom tebe zdaj vprašala, kako pa opažata to spremembo odnosa do samega sebe? V bistvu odnos do samega sebe in odnosi z drugimi se nekako v psihoterapiji, sploh humanističnih terapijah, nekako povezuje. Mi to vidimo, se pravi, koliko se obnašamo do drugih in koliko pustimo, da se drugi obnašajo do nas, to veliko pove o našem notranjem procesu. Tako da zdaj,
če z drugimi stopamo v večje konflikte, če so nastale v bistvu neke nove hierarhije kar naenkrat, ali pa po drugi strani, če se je zgodila neka višja intima, v bistvu, ker imamo neko skupno temo, se pravi, koronavirus je tle med nami vsemi in v bistvu je to kot neka skupna tema, ki nas združuje in ima v bistvu potencial tega, da se boljše razumemo, da povečamo empatijo, opažamo pa na terapijah, da temu ni tako. V bistvu prej nastopijo te konflikti sami s sabo, kaj zdaj narediti, kako se obnašati do drugega, konflikti z drugimi, kot pa po drugi strani, da bi to odnose zboljšalo in da bi prišli bolj v kontakt sami s sabo. Tako da na psihoterapijah delamo ravno na temu, da recimo te neke močne občutke, ki jih, kot je Ana prej omenila, dogaja se ogromne projekcije, skupina je svet v malem in velikokrat recimo projeciramo v našega kolega v skupini, v klienta, projeciramo neke svoje strahove in ga dojemamo recimo kot netolerantnega, lahko pa gre za odnos do samega sebe. In v psihodrami ta eksternalizacija, ne vem, če smo to že omenili, v glavnem gre za to, da naprimer neke močne občutke, ki bi sicer recimo projecirali direktno v drugega, damo ven na oder in z njimi vzpostavimo tako imenovani odnos sam s sabo. Ker močne občutke psihodrama raziskuje in regulira na ta način, da jih ne odrivamo, se z njimi borimo in podobno, ampak da jih stopimo z njimi v komunikacijo, v bistvu komuniciramo na nek način sami s sabo in s tem reguliramo naš sistem, naš psihični sistem. Ok, Jaka, se pravi, verjetno je pa tudi odvisno od tega, kakšen tip osebnosti si, kako reagiraš na določene občutke. Kako pa, morda Ana ti, kako pa različni tipi osebnosti dojemajo to situacijo, dojemajo to nebližino, nekaterim verjetno tudi paše, ne? Ja, to, kar sem že prej omenila, nekaterim je zdaj ta nova realnost, neka realnost, v kateri je njihov mikrosvet, mikrookolje že prej tako funkcioniral, da okolje tega ni sprejemalo in so imeli s tem težave. Tako da so zdaj čutijo neko olajšanje, ker ni tega pritiska zunanjega, da se morajo objemati, tako na ta način. Ampak bi pa rada še nekaj poudarila, da dostikrat pa mi v bistvu kot vedno odpiramo to temo, kako ste pa koronavirus, pa ukrepi, pa strahovi. Pa ljudje, ki imajo tega dosti, ker je pol leta v bistvu to poglavitna tema zdaj in kot da je to neka tema v bistvu kot distrakcija za vse druge stvari in se tudi tukaj pojavlja kar velik odpor do tega. Včasih malo prav nočemo več o tem govoriti, a lahko, mislim, dovolj, res dovolj, In tudi to je neka tema. In tudi to je neka tema in mislim, da tudi ta nestrpnost, ki jo vidimo predvsem v odnosu z drugimi, maske gor, maske dol, to neko stališče, ki smo ga mi nekako zavzeli vsak posameznik, ampak in to je pač legit, se mi zdi, pravica vsakega posameznika, da ima svoje stališče nekako do tega, ampak ta nestrpnost, ki se dogaja v komunikaciji, mislim, da povzroča tudi velike ene stiske. V bistvu ti, ki si na drugi strani in imaš neko drugačno stališče od mojega, avtomatsko postaneš moj sovražnik, oziroma si na nasprotnem polu. In to se zdaj dogaja. In tukaj pride pol tudi do neke komunikacije, ki nam lahko povzroča neke občutke, ki so lahko dosti težki v tem. In zdaj, odvisno od tega, kako smo različni smo, različno funkcioniramo, različno smo tudi navajeni komunicirati z drugimi in potem so tudi te težave pri tem, kako se s tem soočamo. Mislim, da Jaka se hotel nekaj reči. Ja, jaz bi tle dopolnil, da v psihodrami dostikrat postavljamo te ekstreme. Recimo, prav za časa korone obstajajo te neki ekstremi. Eni so blazno proti temu, so jezni, so žalostni, ker obstaja ta neka nova realnost nesvobode. Drugi so blazno prestrašeni in pol recimo eni grejo
v totalno poslušanje, brezglavo poslušanje in sledenje avtoritetam, ne, na eni strani, in drugi grejo v bistvu v neko popolnoma neko zanikanje, neko čisto osebno zgodbo. In v psihodrami, v glavnem, to v psihoterapiji se dostikrat lahko povezuje z našim zelo zgodnjim obrambnim mehanizmom, ki se kliče splitting, in dejansko mi to postavljamo na oder in nekako integriramo ta dva ekstrema. In človek, ki pol integrira ta dva ekstrema, je v bistvu po domače rečeno, ne, razmišlja svojo glavo pol, lahko konkretno, ne, na koncu, ko integriramo ta dva sistema, ne vemo točno, kaj se pol zgodi, ne, v smislu odločitve in tako dalje, je pa ta oseba v bistvu dosti bolj odrasla, bom tako rekel. Ana, bi želela še nekaj dodati? Ja, v bistvu gre predvsem za to, da vsi ti občutki, da v psihodrami se vedno uživimo v vlogo in vedno raziskujemo, kaj pa je pod tem občutkom. Se pravi, včeraj sem jaz prebrala novi ukrepi, v meni so se zgodili zdaj neki občutki in kaj se zdaj dogaja. Ok, ja, jasno, novi ukrepi so seveda, vsi smo siti, imamo težave s tem, nekatere je strah, kaj bo jutri, nekateri imamo tudi neko strukturo in to nam jemlje strukturo. Veliko enih nivojev se dogaja. Ampak kaj spodaj pod tem, ne? V bistvu v psihodrami vedno raziskujemo in pri psihodrami je ravno ta prednost, ker je ta prikaz tako jasen, ker jaz ne razmišljam o tem in govorim, nisem na tem nekem kognitivnem nivoju, ampak sem na prikazu. In ko recimo jaz postavim svojo psihodramo, kjer, ne vem, recimo zdaj sem jaz na kavču, prebrala sem novico, ok, neko občutek se je zgodil in to zdaj postavim na sceno. In potem, ko jaz to postavim na sceno, kjer je ta občutek, postavimo nekoga za občutek. Vse to, in ko jaz recimo reče se temu zrcaljenje, grem ven iz svojega prizora in to pogledam, lahko jaz dobim vid, kaj se v bistvu spodaj dogaja pod tem. Kateri so moje strahovi, katere so moje težave, kaj je izvor te stiske v bistvu, kaj je spodaj. Ne, ker v bistvu veliko se pogovarjamo, veliko imamo, ampak kaj je v bistvu spodaj pod tem? Nismo našli zdaj nekega zunanjega sovražnika, ok, ampak kje sem pa tukaj jaz? V bistvu, kaj je moja osebna zgodba? In to je tisto, kar nas pri psihodrami zelo zanima. V psihodrami je vedno ta moment tukaj in zdaj. Kje sem jaz tukaj in zdaj? Ni važno v tem, včeraj sem se počutila tako, ja, ampak kje sem zdaj? Ne? In to je to raziskovanje teh občutkov. Ana, kako pa se pravi, velikokrat se znajdemo v situaciji, ko imamo oba primera, se pravi nekoga, ki ga je zelo strah, nekoga, ki mu gre vsa zadeva že totalno na živce in morda situacija ne jemlje dovolj resno. Kako pa, naprimer, kot vodja v službi ali pa kot nek povezovalni člen v družbi, kako najdete to ravnovesje? Kako v bistvu pomiriti oziroma kje potegniti črto? Jaz mislim, da jaz verjamem osebno iz svojega poklicnega okolja in kot terapevt, v bistvu, kjer tudi delamo s podjetji, mislim, da je ključ vsega pogovor. Ne? Pogovor, ki ga ti lahko kot vodja recimo neke enote s svojim znanjem in svojo neko človečnostjo in prisotnostjo v tem trenutku ponudiš svojim zaposlenim. In potem, če vidiš, da tega ne zmoreš, da se obrneš na neko pomoč. Jaz mislim, da je to zdaj ključno v teh trenutkih. V bistvu, da se tako, ko imamo neke informacijske težave, ne, zdaj je bilo veliko dela v doma in je jasno, smo angažirali neko zunanjo pomoč, da so nam omogočili recimo mrežo. In tako je tudi včasih pomembno, da dajemo temu dovoljšno težo, kako se ljudje počutijo na svojem delovnem mestu in da mogoče lahko se z nekom posvetujemo oziroma nekoga najamemo. Bi pa rekla, da če te možnosti nimamo oziroma da je pomemben ta pogovor, da imajo ljudje občutek, da so videni, da so slišani, da lahko izrazijo svojo skrb. Ker jaz mislim, da včasih je vsem v tem, da se to lahko izrazi in da imajo občutek, da lahko to povedo, kako se počutijo, že ful velik korak do neke rešitve, ki se potem pokaže. Ker v bistvu, kaj je tisto, ko nase in ko jemljemo, se potem neki drugi mehanizmi pridejo, neki drugi obrambni mehanizmi.
ali sem jezna, ali sem tesnobna, ali delam neke, to je vse iz neke stiske prihaja. Ne. In verjetno v tem trenutku je zelo na mestu vprašanje našega gledalca Matjaža, ali je ključno, da smo v tem času še bolj potrpežljivi do drugače mislečih? Jaka? Lahko jaz. V bistvu vprašanje je prav na tem mestu dobro postavljeno, ker bi se lahko nadovezal na to, kar je Ana povedala. Dostikrat opažamo kot neke tehnike komunikacijskih veščin, neke recepte, nekih postopkov, kako se lotiti recimo nekega konflikta. V psihodrami pridemo do teh nekih rešitev in kako sobivati, kako najti v bistvu rešitev med dvema tako različnima poloma, ampak na en tak drugačen način, ker v bistvu psihodrama v svojem bistvu temelji na empatiji, na vživljanju v drugega. Rešitev pride spontano kasneje sama. To se neštetokrat pokaže na psihodramski terapiji, da ko stopimo v čevlje drugega, recimo ena tehnika osrednja v psihodrami je zamenjava vlog, in to bi jaz rekel, da ni zgolj tehnika, ampak je v bistvu prav že vodilo in filozofija, človeška filozofija, da se na ta način globlje vživimo v sebe, drugega in v celotno situacijo. In ko v bistvu stopimo, bi se reklo, s celim dušo in telesom v drugega in v situacijo, se rešitev nekako sama pokaže. Ne vem, mislim, da si Nina rekla, da je vprašal glede nestrpnosti. Mislim, strpnosti. Strpnost je pomembna. Vendar se tudi ta nekako spontano zgodi, če imamo empatijo, če gradimo empatijo. In v današnjem narcističnem svetu in svetu, ki je dejansko usmerjen proti nekim ekonomskim ciljem pretežno, ali pa nekim osebnim ciljem daje večjo prednost kot odnosu, v bistvu mi se lotimo, bi se reklo, reševanja konflikta brez temeljev. Temelji so pomembni, na te temelje pol pridejo prav te komunikacijske veščine, da najdemo s pomočjo tega dodatno razrešitev nekih konfliktov. Kaj pa, ko se znajdemo v tej situaciji? Še eno vprašanje gledalca smo dobili. Se pravi, Mojco zanima, je prav, da priznamo, da nas je strah, da pokažemo svojo jezo, ali je bolj, da to potlačimo vase in da to skrijemo? Ana, morda? Jaka? No, naj Ana zdaj, ko sem jo že malo govorila. V bistvu, tako je, imamo zdaj seveda je primeren prostor in je primeren čas za izražanje čustev. Je mogoče prva točka, s katero, mislim, ne vem, če je prva bi rekla jaz kot terapevtka in moje osebno prepričanje je, da je vedno fajn izražati svoje čustva in vedno biti v stiku s tem, kar je in si vzeti ta prostor in to možnost. Recimo v psihodrami zelo spodbujamo ta tudi, ne vem, včasih se zgodi, da se moraš nekoga skričati in to lahko narediš v psihodramskem prostoru. Ne vem pa, predvsem mi je ostala ta jeza, to izražanje jeze v vprašanju mi je ostalo. Na kakšen način, kako? Jaz mislim, da je problem v tem, da toliko časa premlevamo sami sabo, da se ta stvar že tukaj nabere, da v bistvu takrat, ko jo izrazimo, je ta naš način že zelo tako in je od okolice narobe razumljen. Fajn je ukvarjati se s tem, odkje pride ta strah, odkje pride ta jeza. In moj odgovor bi bil jo izražati. Izražati jo odvisno v katerih okoljih, kjer se tudi počutimo dovolj varne. Recimo tudi psihodrama, kadar se dela v poslovnem okolju,
se ne dela na nivoju osebnih zgodb, oziroma se ne gre v otroštvo, se ne raziskuje, kaj se je dogajalo posamezniku v odnosu z mamo, z očetom, traumatične izkušnje, ampak se gre v poslovnem okolju se vedno dela na odnosu, jaz in ti, tukaj zdaj, kaj se dogaja, da razumemo, kako to poteka. In sem hotela povedati to, da je fajn poskrbeti za svojo varnost tudi, da mi recimo kot delodajalci poskrbimo, da je ta prostor dovolj varen in odprt, da ljudje nimajo občutka, da svojih stisk ne morejo izražati. Da v bistvu nekdo, ki jo izrazi, da je šibek, kakršnakoli oznaka je po mojem neprimerno. To, ne vem, dosti široko je to vprašanje, pa sem ga probala. Super, jaz bi mogoče samo dodal tle, da psihodrama v poslovnem prostoru, v poslovnem kontekstu je lahko trening. Ne? Se pravi, en nivo v skupini so te recimo jeza v neki surovi obliki. Ne? Se pravi, tam je varen prostor, da jezo izrazimo v neki polni, surovi, otroški, ne vem kakšni obliki. In ko to gre ven in ko zavzamemo neko določeno distanco, najdemo načine, ki so in za nas, da sebe ščitimo, in za socialno, mislim, za okolje, v katerem smo, recimo poslovni kontekst, najdemo načine, da izražamo to jezo na nek primeren način. Vsekakor tlačenje in zadrževanje jeze, nabiranje jeze ni v redu. Ne? Drugi ekstrem tega popolnega besa je pa možen v terapevtskem v kontekstu in se pol v bistvu nekako integrira in spontano prelevi v neko zdravo, bi se reklo, konstruktivno izražanje jeze. Ok, hvala lepa. Še eno vprašanje smo dobili strani gledalcev in sicer kako pa vsa ta situacija, predvsem nebližina, če se vrnemo malo nazaj k nebližini, vpliva na otroke oziroma kako jih vzpodbujati, oziroma če postavim malo drugače to vprašanje, kako pomembna je bližina, distanca v različnih fazah odraščanja, se pravi, ko smo otroci, najstniki, starejši in tako naprej. Ja, midva z Ano nisva prav specializirana recimo za otroško psihodramo, obstaja tudi to. Je pa to znanje v razvojni psihologiji bil del našega študija. Če skrajšamo v bistvu odgovor, bližina je vedno pomembna v vseh fazah razvoja. In z otroci doma se pogovarjati o tem, kaj čutijo v teh spremembah, je nepogrešljivo. Seveda nikoli ne forsiramo nekaj. Naloga odraslega je, da daje varen prostor, da odpira, da je tu za otroka. Se pravi, da vsi neki njegovi strahovi, dvomi lahko pridejo ven, predvsem to, da se nič ne zadržuje. Moramo biti pozorni, kar recimo v psihodrami, ki je zelo telesno usmerjena psihoterapija, tudi na neke telesne znake. Ali so se povečali neki želočni problemi, neki krči, ali se je otrok začel fizično umikati, najstnik se je začel pretirano umikati. V bistvu na te fizične znake lahko tudi smo pozorni in vemo, da se recimo na tak način vemo, da se tudi nekaj dogaja v ozadju. V odrasli dobi, mislim, tudi recimo v medijih je bilo izpostavljeno odnos z najbolj ranljivo skupino od teh starejših, ki so ostali brez stikov in tako dalje. In najti načine, da se ta osamljenost in izoliranost zmanjša. Ana? Ana, bi želela še kaj dodati? V psihodrami se vedno znova ukvarjamo s temi nekimi travmami, te neke distance, ki se nam je zgodila v življenju. Kaj se zgodi, recimo, če
odvisno v katerem obdobju. Pa kaj se zgodi, ko otrok v šoli ima stisko, joka in ga učiteljica ga sme objeti, ga ne sme objeti, oziroma kakšno je stališče vodstva, na ta način, kaj se tukaj zgodi. In predvsem pa mogoče bi jaz tudi izpostavila to, da kaj mi starši dajemo našim otrokom v smislu strahov, ki jih imamo mi, tudi jeze, ki jo nosimo, tudi mogoče joj, kako mi gre na živce to obdobje in je to nekaj, s čimer otrok pride že obremenjen, oziroma ta strah, tukaj je nek virus. To se mi zdi, da je veliko breme, ki ga otrok mora nositi. Ne glede na to, v kateri razvojni fazi je. Ker je zdaj to neka še nova realnost, katera se vzpostavlja in v bistvu je pomembno, da mi kot starši poskrbimo zase. Ker eno je to, da bi lahko zdaj rekli, recimo, da damo nekih 5 alinej, prvič to, drugič to, ampak v bistvu je pa ta, bom rekla zelo pavšalno, ta zgled, oziroma ta energija, v katero otrok pride iz šole. Se pravi, če smo mi še kar v tem strahu in če smo še napeti, oziroma po drugi strani, če imamo tega že čisto dovolj in smo jezni, je fajn na tem delati. Ker to je neko breme, katero otrok mogoče se nam niti ne zdi, da je del te zgodbe, vendar živi v tem in to nosi na svojem hrbtu. Zjutraj gre lepo dati torbo, pa še to breme s sabo in to je po mojem tudi ena velika stvar, o kateri se mogoče malo premalo govori. Ana, kako pa v bistvu kot starš oziroma kot zaposlen sploh prepoznati samo sebi, da te je strah ali pa da si jezen, da potem sploh lahko zagotoviš varen prostor naprej? Ja, to je dosti zelo veliki izziv. Včasih se, recimo, se pravi psihodrama, kot je že tudi Jaka omenil, psihodrama je dosti telesna. V psihodrami se vedno ukvarjamo tudi z nekim simptomom, ki se zgodi. Kaj nam ta simptom sporoča? In včasih bi prej prepoznali nek fizični simptom, nek bolezenski simptom, kot v bistvu neko emocijo, ki je za tega. Ker smo se mogoče tudi navadili v življenju boys don't cry, da v bistvu te svoje emocije nekako tlačimo, da smo šibki, da ni prav, da jih izražamo tako. Vprašanje, kako smo si to interpretirali mogoče, ampak da smo prišli do te točke, kjer pozabimo na to, kako se počutimo in če čutimo tesnobo, smo prepričani, da imamo neko pljučno bolezen in vsi pregledi, mislim, to je zelo pogost primer. Vsi pregledi pokažejo, da je spuči vse ok, potem se šele začnemo ukvarjati s tem, da je to mogoče tesnoba. In več ni narobe s tem. Pač telo pokaže, da se je nekih emocij tudi nabralo, da jih pa niti ne znamo prepoznavati, kaj šele izražati. In je fajn vedno, to še, pa sem že neparkrat danes rekla, tukaj in zdaj. V bistvu že to skeniranje svojih občutij, tako prej v hecu, preden smo začeli, sem rekla, ja, kak je občutek, ne. Vedno to, kje je občutek. Pa je lahko samo mogoče za noht drugačen od občutka v trebuhu, ampak moj občutek je zdaj tukaj. In kaj je ta mogoče? Da mogoče sami pri sebi to preverjamo. To po mojem že velik korak temu, da sploh karkoli delamo pri sebi. Ja. Jaz bi samo dodal k temu še, tako kot je Ana rekla, recimo, da ne prepoznamo občutka, ampak prej recimo nek simptom in si priznamo, da nas boli trebuh, ne pa da smo v bistvu, da nas smo prestrašeni. En drugi indikator, ki lahko tudi nam daja v bistvu neko smernico, da se nekaj dogaja, je recimo spremenjeni odnosi ali pa spremenjeno vedenje. In to recimo na psihodrami se vidi, ko mi postavimo na oder, kako on recimo in pol pogledamo to situacijo od odzunaj, da se mi drugače vedemo, da kar naenkrat smo bolj tiho, da smo bolj oddaljeni, da pogledujemo v tla, ne? To so neke stvari, ki so čisto vedenjske in dejansko jih niti ne zaznavamo kot občutek. Ampak od odzunaj, ko gledamo, recimo, če bi samo sedeli na kavču in o tem govorili s terapevtom, ne bi prišli do tega videnja, dobesedno videnja z očmi, ko recimo pri psihodrami to postavimo na oder in dejansko vidimo sebe, ne vem, včeraj, kako smo se vedli do svojega, ne vem, podrejenega in smo se vedli čisto drugače, kot recimo pol leta nazaj, ko virusa ni bilo. In to nam lahko daje smernico, da se v naši psihi v smislu emocij, ki bi jih lahko predelali, nekaj dogaja.
Se pravi, kontrola, prepoznavanje in opazovanje nekako teh lastnih občutkov. Kaj pa denimo, če pride do situacije, ko smo okuženi z novim koronavirusom, naprimer, kako pa potem, se pravi, vrženi smo v situacijo, rata nas strah, začnemo razmišljati, koga vse smo potencialno že okužili, kar ta malo občutek neodgovornosti, kako pa te občutke miriti? Se pravi, ko smo enkrat dejansko v tej situaciji, ko panika pride z vseh strani, kako tukaj občutke kontrolirati? Ja, ok. Ja, no, to smo že opozarjali, v bistvu govorili o tem v smislu empatije in v smislu integracije teh nasprotij. Ta konkreten primer nekega močnega fizičnega strahu, ne, v psihodrami v bistvu lahko postavimo na oder v tem smislu, da ta strah oziroma situacija, ko nas je strah, ko začnemo razmišljati o tem, ali bomo zdaj nekoga okužili in tako dalje, ali pa ne, damo ven, ne, in tukaj se zgodi en zanimiv, recimo, trikotnik. Zdaj ne bom rekel, da se to vedno zgodi, ampak gre v bistvu za neko našo emocijo, recimo strah, da bomo nekoga okužili, pol gre v bistvu za nek naš odpor do te emocije, do drugega in tako dalje. In tle ne leži rešitev, še vedno, ne. Se pravi, mi imamo odpor do tega, kar čutimo, odpor do tega, kar vidimo od odzunaj, naprimer. In pol je ta tretja vloga v bistvu nekega opazovalca, empatičnega opazovalca, to je mogoče nek tak čisto prvi korak, kjer mi to celo situacijo nekako iz neke distance nismo prežeti s tem, opazujemo. In tukaj pride dejansko do nekih tudi čisto konkretnih rešitev, kaj narediti v taki situaciji. Ko odpravimo te ekstremne emocije strahu in neke te odpore na drugi strani, ne, ko s tem opravimo, v bistvu bi lahko rekli, da smo s tem opravili eno ogromno psihološko delo. Ana, morda še tvoj pogled? Ja, v bistvu, meni se zdi, da je potrebno v vseh trenutkih v življenju skrbeti za svojo neko psihično stabilnost, ne samo v trenutkih neke krize. To je mogoče en pogled, ker v bistvu, ko karkoli v življenju pride neko krizno obdobje, ga veliko lažje se z njim soočiš, če je v tebi neka stabilnost, kot pa če se s tem ukvarjaš takrat, kadar je, ko neka tragedija zgodi, recimo. Jaz bi govorila o tem, recimo, ko si v primerih, ko so bili COVID pozitivni, so zelo veliko poročali o tej blazni osamljenosti. V bistvu to, da lahko poskrbimo zase, tudi v smislu tega, da se lahko na koga obrnemo, ni nujno, da je to terapevt, lahko je to prijatelj, da nimamo tega občutka osamljenosti, izredne osamljenosti. To in pa tudi tega poročajo tudi o tem diskriminatornem vedenju. Recimo, če sem okužena in poročam, da sem bila v neki poslovni enoti in potem to poslovno enoto zaprejo v karanteno za 10 dni, prej po 14 dni zaradi mene in potem ljudje mene napadajo, da če je to, ne, tudi to se zelo veliko dogaja. In kako poskrbeti zase v tistem trenutku. To je lahko zelo velik izziv, hkrati pa po mojem neka priložnost za neko spremembo dojemanja samega sebe. Kje sem jaz tukaj zdaj? Jaz sem tukaj pomembna. Jaz imam zdaj, sem okužena in jaz imam te težave in jaz potrebujem to in to in to in to in poskrbeti zase v tistem trenutku. In ne imeti občutka predvsem v tem, da smo nekaj narobe naredili. Ta krivda je zelo prisotna in se mi zdi, da je pač neka ta naša v slovenskem prostoru kot neka kolektivna energija, ki tama koronavirus, kot označava, novo, ne. In ja, ga je pridelal, si ga je želel, nič od tega. In sploh ta občutek krivde tudi, naprimer, kihanti v prostoru ali pa zakašljati, kar bi bilo recimo za to obdobje 1 leto nazaj še popolnoma normalno. Zdaj pa imamo kar nekaj občutke krivde in povezane s tem tudi sramu.
da se je zdaj nekaj zgodilo, kar joj, pardon. To je zelo zanimiv pojav, ne, v bistvu, in krivda, ne vem, kdo je to rekel, ampak se mi zdi, zelo se mi je zasidralo v glavo, da je krivda dobra samo 2 sekundi. V bistvu, dobra je koristna samo 2 sekundi, da ti ugotoviš, kaj si narobe naredil. In potem nima več nobene koristne funkcije več naprej. Aha, ok, kihano sem, kaj sem pa s tem narobe naredil, v bistvu nič. V rokah, maska, karkoli, ne, ampak da tako preverjamo pri sebi, kateri so ti občutki, ki se nam porajali. Super, se pravi, še o enem občutku sem danes želela govoriti z vama, to pa je občutek nepredvidljivosti. Praktično ne vemo, kaj nas čaka jutri, kaj nas čaka čez 2 dni. Res je, da so spremembe edina stalnica, ampak a smo ljudje navajeni na tako hitre spremembe, na tako močen občutek nepredvidljivosti, ko dejansko ne veš, kaj bo jutri? Mogoče, nepredvidljivost je dejansko pa plus dodatno nepredvidljivost glede ene take stvari, kot je zdravje, kjer se sprožajo eni čisto v bistvu normalni, ko bi rekel, v vsakega človeka vgrajeni strahovi pred preživetjem, pred smrtjo. To so taki, zato je toliko, recimo v tem obdobju, tudi obiskov na psihoterapija s temi občutki tesnobe. Zato, ker je situacija, ki je vezana na samo življenje dejansko, tudi ekonomski, sprememba ekonomskega stanja, spet vezano na življenje. Nepredvidljivost. Jaz sem siguren, da se to, ko se nekako sanira, ko se o tem govori in ko počasi se ljudje adaptiramo, da so vsi te mogoči neki drugi, tretji vali manj nedolžni lahko za tako opremljenega človeka. Se pravi, za človeka, ki je to na nek način v tem govoru dobil ustrezen feedback, ustrezno podporo, ustrezno znanje, kako s tem handlati, da je vsakič pol dejansko lažje. In je en velik del resursa, ko bi rekel, ki ga gradimo v psihoterapiji, je zmožnost toleriranja nepredvidljivosti. Ne gre za to, da mi na vse pretege najdemo načine in tehnike, da kontroliramo svoje življenjsko okolje. Ja, en del ja. Ampak predvsem tudi to, da v bistvu gradimo kapaciteto v sebi, da smo zmožni te strahove nositi na tak način, da nas ne preplavljajo in ovirajo pri življenju. Ampak na drugačen način, recimo takrat, zdaj je Ana govorila o krivdi, ki je vredna glih 2 sekunde. In recimo mogoče v tej situaciji so tudi te druge emocije vredne 2 sekunde, zato da to spremenimo v informacijo za nas, za naprej, da smo bolj močni in tudi odgovorni. Če krivda, ki se spremeni v odgovornost, ima pol v družbi eno pozitivno funkcijo. Okoli hudajoči ljudje, ki nosijo na sebi krivdo, pa nimajo nikakršno pozitivno funkcijo za družbo. Tle je treba res veliko razlikovati med nekom, ki sploh ne čuti krivde, se pravi, je tako močen narcis, da ga nič ne briga, kaj se dogaja okoli sebe, in nekoga po drugi strani, ki konstantno čuti to krivdo pred kakršnokoli stvarjo. Ta dva ekstrema integrirati v neko odraslo odgovorno osebo, ki je sposobna nositi vse te nepredvidljivosti, to je nekaj, kar bi bil cilj uspešne psihoterapije. Ana, morda še tvoj komentar? Zdaj bom pa govorila mogoče iz pozicije tega, kako v podjetju, recimo, kjer smo navajeni, da naredimo nek načrt in se po tem načrtu tudi
nekako so planirane. Pri nas v gledališču smo imeli veliko predstav, veliko gostovanj, vse je bilo dogovorjeno, vse je bilo organizirano, narejen je tudi načrt in tako. In potem se vse to poruši. Narediš plan B in se poruši plan C in se poruši plan D in tako delaš te plane. In potem ugotoviš, da v bistvu vse, kar obstaja, je samo tukaj in zdaj. In da se lahko odzivaš samo na trenutek, ki postoji zdaj, na realnost, ki je zdaj, ker jutri bo drugačna. Zdaj bomo dobili spet neke nove ukrepe, recimo, in bo spet realnost, ki bo nekaj drugačna in bo spet nam prinesla neko novo realnost. Tako da mislim, da je ta nepredvidljivost in eni smo bolj navezani na to predvidljivost in drugi manj. Nekateri se lažje odzovemo v kriznih trenutkih, nekaterim pa to predstavlja zelo velik stres. Kako, če smo bili dogovorjeni, ni več te realnosti. In to je spet ta poziv na tukaj in zdaj. Samo ta trenutek zdaj, naš pogovor obstaja. V bistvu za nas tri. To je zdaj naša ta realnost, za vse, ki gledajo, ampak to je zdaj ta trenutek zdaj. Ne vemo pa, kaj bo jutri, to mogoče v nekem tem smislu. To se mi zdi precej smiselno. In naj s tem, se pravi s trenutkom tukaj in zdaj, s pomembnostjo tega, da živimo v sedanjem trenutku, da svojo krivdo spreminjamo v odgovornost, da opazujemo svoja čustva, da jih izražamo in da skrbimo za lastno stabilnost, tudi zaključim današnjem Coffee to Connect. Ana in Jaka, najlepša hvala, da sta bila danes naša gosta. Dragi gledalci, hvala tudi vam, da ste nas spremljali. Iskreno upamo, da boste z nami tudi prihodnji teden, prihodnji petek. Najlepša hvala pa tudi našim patron članom, ki nas spodbujajo, nas podpirajo in omogočajo izvedbo Coffee to Connect. Hvala.